Pravljični kotiček z Diano na Timi Kids TV. Jazbec in ris. Nekoč, že dolgo tega, je visoko v hribih živel jazbec, ki je imel zelo rad red. Njegov dom je bil čist. Vsaka stvar je bila na svojem mestu. Hrana je bila pripravljena za zimo, obraz pa natančno umit. Nikoli ni pozabil zapreti vhoda v hišico. Za materinski dan je podaril najbolj dišeče rožice. Stari sosedi pa je vsakič prinesel kosilo. Na sprehod je odhajal ob isti uri, počival vedno pod istim drevesom in plaval v istem potoku. Ni maral sprememb in novih stvari, užival je v počasnem življenju, ki ga je poznal. Blizu njega je bival ris, ki je bil njegovo nasprotje. Vedno je hitel, živel je vsako leto drugje in se pogovarjal z vsemi, ki jih je srečal na svoji poti. Zobno ščetko je včasih našel pod posteljo, stare ostanke hrane pri stranišču, svoje čopke pa je večinoma pozabil počesati. Spal je, ko je bil utrujen, jedel, če je le imel čas, in pil, ko je našel vodo. Toliko lepih stvari je bilo v življenju, ki jih je želel spoznati, in užival je v vsakem trenutku. Nekega dne se je jazbec odpravil na potep. Seveda se je najprej uredil, pospravil hišico, dvakrat preveril, ali je zaprl vrata, in sosedi sporočil, da odhaja za nekaj ur. Tako kot vsak dan je prevohal svojo pot in se ustavil pod svojim drevesom. Niti opazil ni, da na njem počiva ris, ki ga je glasno pozdravil. Jazbec se je od strahu kar polulal. Ris se je takrat veselo nasmehnil, saj se tudi njemu skoraj vsako noč zgodi, da mu kakšna kapljica lulanja uide. Kdo si ti? Ga je vprašal. Jazbec sem. Kako zanimivo ime. Bec si. Prosim, ne pojej me. Res si zanimiv. Nočeš, da pojem, in bi rad, da te pojem. Ris je razlagal, kako nikoli ni maral jesti mesa, in jazbecu zatrjeval, da se mu ga ni treba bati. Babica mi je razlagala, da nekateri res ne marate mesa, je priznal jazbec. Pa tvoja babica je živela 100 let nazaj. Veliko sta si povedala in počasi odkrila, da imata veliko skupnega, čeprav sta tako različna. Jazbec je cla, ko ga je strah, ali se zgodi kaj novega. Ris pa ima tike, ko je vesel ali se mu mudi. Obema lulanje uide, ko si tega ne želita. Takrat jazbec pohiti, da se čim prej umije in uredi. Ris pa se povalje po tleh in gre na potep. Tokrat sta skupaj odšla do bližnjega slapa. Jazbec je odkril svoje novo najljubše mesto za vsakodnevno plavanje. Ris pa se je odločil, da bo vsaj do zime živel v bližini jazbine. Bila sta zabavna družba vseh, ki so ju srečali. Ris jih je nasmejal s svojimi tiki, jazbec pa s svojim jeclanjem. Iz tega sta ustvarila čudovite šale, o katerih slapovi pripovedujejo še danes.